V Velenju poteka dvoboj dveh moštev, ki imata 9 točk, 3 zmage in 4 poraze v letošnji sezoni prve lige. Prvi gol že v 9. minuti močno je meril Jahič in premagal vratarja Radoševiča za 1:0. Nevarno je streljal Jahič, na mokri površini pa je žoga spolzela v gol in Velenjčani so že vodili. Še enkrat je streljal Kocič nekoliko mimo gola, potem pa kmalu izenačenje. Guberec je podal žogo v sredino, Žibert pa je izenačil na 1:1. Najvišji, najspretnejši je bil Žibert, ki je izenačil v Velenju. Do konca prvega dela še močno Džinić, brani Radoševič, Pučko pa je poskušal izven 16 metrov in na koncu je bil tole kot za Koprčane. Po kotu pa gol za 1:2, podal je spet Guberac, tokrat pa je bil najvišji Hadžič in zatresel mrežo Velenjčanov in Kanačke popeljal v prednost. V drugem delu najprej priložnost za nogometaše Kopra, žoga pred vrata poskušal je Halilović in izjemna obramba Rozmana, ki je žogo poslal v kot. Po dolgi podaji Radujka, priložnost za Velenjčane, nenatančen je bil Jelić in potem še enkrat precej dela za Radoševiča po strelu Daliborja Radujka. Velika priložnost Koprčanov za povišanje prednosti, zgrešil je Pučko in potem še en zadetek za Primorce, poskušal je Štromajer, imel tudi nekaj sreče, žoga je namreč zadela Džinića in končala v visokem loku v golu vratarja Rozmana. Izid je bil 1:3, nato pa še pritisk Velenjčanov. Kot prvi poskušal Babič z ogromne razdalje, močno, ampak tale projektil je švignil mimo vratnice. Še ena velika priložnost Koprčanov za četrti gol. Pučko je poskušal, ampak zanesljiv je bil Rozman in potem še sodniški podaljšek. Na pravem mestu je bil Babič, ki je podal pred vrata, Džinić je skočil najvišje in znižal na 2:3. To je bilo hkrati zadnje dejanje tekme, priložnosti več ni bilo, 5 golov in na koncu 3 točke s 3 goli za nogometaše Kopra, četrta zmaga Kopra, še druga zaporedna za novega trenerja Ščulca. Ja, res ni se šla po naših načrtih, mi smo hoteli to tekmo dobiti, tako smo jo tudi začeli. V bistvu povedli že v prvem delu tekme in na to pa, kaj ne rečem, v bistvu prelahko dobili oba dva zadetka. V bistvu smo to vodstvo prelahko spustili z rok, ampak dejstvo je, da se ti novi igralci, ki so prišli, se še morajo igrati. Dejstvo je, da moramo še naprej delati trdo, da se vrnemo na nivo iz prejšnje sezone. Ja, vsekakor, da nam je reprezentančna pavza prišla v pravem trenutku, da mislim, da smo jo tudi dobro izkoristili, da so fantje pač dojeli, kaj zahtevam jaz in moji kolegi v štabu trenerskemu, kaj zahtevamo od njih. Poznali sigurno smo se od prej, vendar pač prej neke zamisli jih nisem mogel uvesti, vendar tu ni velikih razlik, da tako rečem, ker mislim, da smo tudi prej kvalitetno delali.